Tole bo tak cringe. Nekateri me že poznate, mame, kaj solo, če pa me še ne poznate, upam, da me nikoli ne boste spoznali. Se pa naročite. Danes bomo šli mečken nazaj v času in si bomo pogledali moje stare, cringy Instagram fotke. Zakaj? Ker se jaz ful rada mučim. In ja, gremo kar. Nekateri še ne veste, jaz imam še en Instagram account, ki se imenuje Kaja. Ne bom vam povedala, zato ker pa boste šli kripat in pač cringy as fuck in pač jak! Ali bi vam mogoče povedala. Ok, naj vam bo. Kaja RRN. Pejte slediti mojemu novemu Instagram accountu kaja.solo. Če še ne vete, pač tule dol so linki nekje in ja, tisto je veliko bolj. In evo ga, smo not. Tole je moj Instagram. Bom jaz kar poskrolala čist na začetek, bomo začeli kar tam. Moja čist prva slika. Všeč mi je okvir, ampak kaj s tem opisom? Ja, delicious flowers for Jorge, maybe. Jaz sem bila takrat full big fan Jorgeja Lorenza. To je bilo leta 2012. Jaz ne znam govoriti. In Jorge Lorenzo je včasih imel za sponzorje Chupa Chups in to je bilo tek leta 2008, tako da ne vem. I don't know. Ampak ja, tole so bile rože, ko sem jih dobila za rojstnan, se mi zdi. In vmes so bili Chupa Chups in sem tako, I'm funny, yeah, let's do this. Pa imamo, tole je še ena iz mojega rojstnega dneva. My birthday flowers, oh my god, bleh. Je bilo to 16. rojsten dan, kot 2018, ne 2015. Ni čudno, da me je profesorica za matematiko sovražila. No, pa naprej imamo pa, wow, moja tretja fotka je že slika jaz in Valentino Rossi. Tale je imela fucking 27 lajkov, ok, get on my level, bitch. In jaz sem bila ful ponosna na tole fotko, da je dobila toliko veliko lajkov, ampak še celo 3 komentarje ima. Pol naprej, če nadaljujemo, imamo še etik ene par, cel moj feed je MotoGP themed, aha, evo, 15. rojsten dan, v redu. Prvič, ko smo se fotkala s Jorgejem Lorenzom, wow. Pol naprej še vedno MotoGP, tole mi je naredil friend, wow, and like. Tole mi je naredil friend, v bistvu je Arc Reactor na Tonija Starka in nisem bila ful proud na tole in pač sem si lahko dala tekla v majico in je ful dobro izgledala. In ja. Tole je pecivo, ko sem ga jaz spekla, to je edino pecivo, ko sem ga v lifeu spekla sama. Naprej imamo ene par mojih risb, tole je bil en cosplay, ki izgleda horrible. Ampak bila sem Mad Hatter, sem v bistvu zaradi teh trpalnic za klubučka, ko sem najdela to v Millerju in sem bila tak, yes, queen. Kakor lahko vidite, tule imam še eno od cosplaya, ker sem pač cosplay obsessed. Pa ne vem, zakaj sem sama sebi lajkala fotko. That's sad. Wow. Na tale selfie sem jaz bila ful ponosna, zato ker imam v bistvu podaljške. Ker jaz imam, po moje, od enega 6. razreda že krajše lase, ne vem, ni bilo preko tule. Nikoli ne zdržim, da bi dlje zrastlo. V glavnem, tole je moj star telefon, tole je Samsung Galaxy S2. Amazing telefon. Fuck. In spodaj hashtag MotoGP, hashtag is, hashtag pure, hashtag love, hashtag Lorenzo99. Wow, obsessed. Naprej imamo mojo kolekcijo Rockstar pijač. Wow, kjeri hashtagi. Vidite, že takrat sem znala uporabljati hashtage. Še en cosplay se mi zdi, ja. Tole je bilo iz pustne zabave. Tole sem se učila. This thing gives you energy for anything but learning. In zdaj mi sploh ne daleč energije, ker sem pač že toliko navajena na to sranje, da ja. Ok, pa imamo tule spet en pust. Pol kaj še imamo? Par cringy selfijev. Ok, na tegale sem bila tudi ful ponosna in ima 5 lajkov, kar je ful amazing, wow. Moja frizura je bila dejansko ful solidna na tej fotki, ampak tele ustnice, to je v bistvu bila šminka rdeča čez dan, ampak pol se je v bistvu sprala in je začelo tak gledati, ampak ne vem, ne. Cringe! Ok, čakajte, če jaz tole pogledam, tole sem bila, kakor jaz vem, 1. letnik, pa 9. razred, to še nisem povedala. Prvi letnik. Oh, wow! 2013 me would be disappointed. Yeah, anyway. Wow, ful sem, wanna be an Apple owner. Sam nisem imela nikoli dosti denarja. Look at me now. Yeah. Wow, tutle, sama sebi sem si ga lajkala, fuck. Tudi na tegale sem bila
absolutno ful ponosna. Tile uhani so bili live in tale majica. Tele šuhe sem imela enkrat gor in pa sem jih stran vrgla, ker so bili ful neudobni, in grdi, ja. Kaj še imamo? Interesting. Še več. Aha, evo, tule sem se prvič pobarvala. Tole je bil v bistvu ombre in takrat še noben dejansko ni vedel, kaj je to ombre. Frizerki sem dejansko mogla nesti box dye, pač uno barvo in ko je imel tisti čopič zraven, zato da je ona tako pobarvala, ker tega še nikoli ni delala. Which was funny to me. Če bi radi videli, kako sem si delala make-up v srednji šoli, je basically še vedno isto, ker se čist nič nisem naučila. Tale selfie je tudi bil, damn. Yes, queen. In tele sončne špegle sem se dejansko tik naslednji dan usedla na njih in jih zlomila, tako da bravo jaz. Tole je bil spet nek cosplay in dejansko tole sem bila ful ponosna, zato ker sem si dala tiste brke, ne vem, nek sem najdla nek tele take plastične brvice, whatever, in sem si jih nalepla tule gor in je ful dobro izgledalo in to sem hotela pol še večkrat narediti, sam nisem... Kaj imamo naprej? Pa imamo... Aha, tole je bilo odštevanje do Sachsenringa, ker sem šla na dirko. In pa se začnejo spet full MotoGP fotk, kakor lahko vidite, sem bila obsessed. Nikki Hayden, rest in peace, by the way, oba sva naredila full čudne face. Pa sem bila malo cringy in sem bila obsedena z Rickyjem Cardusom, cringe. What the fuck was that? Ok, pol imamo, ne vem, tole sem bila na Cipru, nek Halloween make-up, na katerega sem bila dejansko ful ponosna. Random stuff, slike iz Londona. Ja. Ene par selfijev, ki so cringy. Tole sem bila ful ponosna, ker je fucking Ricky Cardus jo je lajkal, okej, ne vem zakaj, ampak na tale selfie sem bila tudi ful ponosna in ima spet pač fucking 12 lajkov, ampak okej, ignorirajmo to. To je bila moja prva modra lasulja in sem bila ful ponosna na njo in zdaj je že čisto uničena, kakor ste verjetno videli v prejšnjem videu o lasuljah, ampak okej. Tole je bil prvi DiCaprio obsession, skoraj prvi, no. Ready for a Gatsbylicious party. Takrat sem ga prebrala prvič in mi je bil live, v glavnem, in pa sem naredila pač cosplay, kak je Leonardo DiCaprio dobil Oscarja in pa ga ni. Tole sem spet neki pela in smo bili pač, ja, super. Pa se začnejo neki motori, pa sem bila v Ljubljani in ene par cringy selfijev, ampak tale je najboljši, na tega sem bila ful ponosna, ker se je takrat Miley Cyrus ustrigla. In pa sem jaz naredila tole in sem mislila, oh my god, this looks so legit, tole bojo vsi verjeli, da sem se jaz tudi, ampak noben ni verjel, tako da. Tole je moja mala sestrična, ne mala sestrična, pač mala je. Tega, če prava sestrična. To so moji prvi podaljški, to bomo ignorirali. Moj mucek, tole je Jorge, poginul je že, ne vem, 3 leta nazaj se mi zdi, ampak I loved him so much in ja, he was my baby. Ful je bil mečken, ko smo ga dobili, Anakin je bil starejši, ko smo ga dobili, teda ja, pa tale je bil ful divji, to je njegove tacke. Oh my god. In tole je gledal dirko. Ja, so adorable. Tole je mamina poročna obleka. In pa sem spet šla na MotoGP in spet je polno teh fotk. Wow. Evo še ena s Jorgejem Lorencom, če se lahko malo považim, tale ima celo 48 lajkov. Spet mucek. Tole sem prvič sem naredila v bistvu make-up oziroma look, pač ko da sem moški in sem bila ful ponosna na tale look, ampak it looks cringy. Tole sem se delala, da sem Rossi fan, zato da bi dobila ene karte za dirko, ampak jih pa nisem dobila in sem bila fuck that shit. Tole je bil še en tak malo bolj creepy cosplay, potem imamo spet MotoGP, ker pač fucking obsessed. So cute. Tole me je friendzonal telefon, pa imamo še ene par takr ful random fotk. To je bilo na Piki Nogavički in na toto fotko, pa oziroma na tale moj look sem dejansko ful ponosna, ker sem imela pač črne lase in sem bila ful bomb-ass cute. Ampak na ostalih fotkah sem bila čudna. Tale frizura je bila tudi live. Tole je bilo dejansko najdaljši lasi, kar sem jih kadarkoli imela in so mi bili ful všeč, ful so bili dobri. Ampak pa sem naredila tole. Zakaj? Lej to... Ok, ta je še v redu. To so bili moji lasi at their worst. Sploh ne vem, pol mi jih je očitno manjkalo, ker pač... Tole je bilo cute. Tole mislim, da je bilo za Božič. Tale moj look, ta je bil cute, pač. It was adorable. Pa sem se pa... pa tale je bil tudi full cute, samo moje obrvi so tak pač... stanke. Pa sem se pa pobarvala na rjavo in... ja, to so približno moji naravni lasi, recimo. Tole so tudi moji naravni. Ampak ja, it doesn't look good, it looks weird. Pa sem si umislila frufru. Onda tega sem si naredila sama.
koliko lahko probably vidite in je pač terrible. Tole je moja mami, ki nikoli ni igrala igrc. To fotko sem full odrezala, but you can see why. Sem bila pa koliko stara, 17? Ja, ju. Oh, wow. Good old Skyrim days. Skyrim je live. Potem imamo en video. I fangirled so much. Pa sem bila spet tip, I was cute, I would fuck myself. No, I wouldn't. Spet cosplay, na tatle cosplay sem bila dejansko tudi ful ponosna. Sem pač ni bil dejansko pač, sam doma sem se fotkala, nikamor nisem šla taka. Pustim sem bila zapusta Hades iz Herkulesa. Cela in tole moja prejšnja grafična tablica, o moji grafični tablici bomo govorili verjetno kmalu, ampak še ne vem kdaj, ker pač I suck at those things. Wow, tale fotka je bila dejansko prva, ko je nekdo drug mene fotkal in sem mu rekla, tole rabim za Instagram, prosim fotkaj me in seveda me je fotkal fotor. To je bil začetek, 4. april, torej začela se je pomlad in sem bila full happy, ker bo končno malo bolj toplo, tebe sem rabila eno tako. In pol je snežilo. Tole sem učila na šoli in sem pač v bistvu učila računalništvo in sem jih učila 3D modeliranje, se mi zdi, pa urejanje videov. In so bili full cute, ful so bili fajni. Tole je bil Gardaland, smo šle z mojo friendico, ampak ni nič kaj tak cringy. Pa sem šla v Bosno, Črnogoro, Srbijo s fotrom z motorjem. In ja, tole bo za prvi del mojega Instagramu dost, ker je bil dost cringe. Pa da ne bo predolg video, ga bom verjetno naredila še drugi del. In če bi radi to videli, mi prosim povejte v komentarjih spodaj, ker I don't know, če bi kdo sploh to rad videl. Ja, pa vedite še preveriti moj Facebook pa Snapchat in povejte kakšne svoje najbolj cringy trenutke na Instagramu, ker pač verjamem, da imamo vsi kakšne take mečkem bolj čudne. Do takrat pa, če vam je bil tale video všeč, dajte en like, subscribite se na moj kanal, komentirajte kaj, naj komentar tedna je tukajle. Najlepša vam hvala vsem, ko me komentirate, ko me spremljate me še drugot. Pošljite mi kakšen paket ali pa pismo na tale naslov, da bomo malo naredili, kako se reče, odpiranje pošte. In ja, to je to za danes. Se vidimo drugič.